delovanje in pa vse aktivnosti, ki so pripeljali do tega, da smo s ponosom zopet prevzeli zlati znak Slovenija Green Destination. Tukaj moram že tako na začetku poudariti, da gre tukaj ena velika zahvala našemu Zavodu za turizem in šport pod vodstvom Luke Sveca in sicer z zaposlenimi, kjer je bila tudi Nina Irta ena izmed bolj aktivnih, da je dejansko vso to proceduro in vse te obrazce in vse te intervjuje opravila, da smo ta znak obranili in verjamem, da po tej poti, ko gremo, da ga bomo tudi v prihodnje in to je naša trajna zaveza, da dejansko vse ukrepe, ki jih izvajamo, delamo s ciljem, da našo naravo, naše izjemne danosti, ki jih imamo, na nek način ohranimo take, kot so, ali pa jih še izboljšamo, da bodo za prihodnost in pa za naše otroke tudi taki, kot so in ponujali tako kvaliteto življenja, kot jo danes nam. Ko govorimo o Kamniku, govorimo o eni izjemni občini, eni izmed večjih v Sloveniji, torej na 10. mestu tam nekje po površini, pa tudi po številu prebivalcev, torej gre za večjo občino, gre za večjo destinacijo, ki smo ji v zadnjih letih res dali tudi pridih turizma in tukaj to delamo zato, ker če se bomo na naši destinaciji naši občanke in občani dobro počutili, se bojo v naši destinaciji dobro počutili tudi ljudje, ki nas obiskujejo, torej turistke in turisti. In teh je, hvala Bogu, vedno več. Ne gre za masovnost, gre pa mogoče kdaj v nekih kritičnih trenutkih za množičnost, drugače pa ta naša destinacija je še daleč od tega, da bi bila preobremenjena. Zato ste vsi vabljeni v naše konce. Po sprejetju nove turistične strategije Kamnik v turizmu do leta 2030 smo definirali 3 destinacije, torej Kamniško-Savinjske Alpe z našo Veliko planino, potem Tuhinjsko dolino, Zmenjeno planino in Termosnovik in pa mestno jedro z zaledjem, torej z parkom Arboretum, golfom Arboretum in pa zdravilnim gajem Tunice in pa tem primestnim delom. In jaz sem ponosen, da se vse te 3 destinacije res kvalitetno, trajnostno razvijajo, od novih investicij na vseh območjih, torej na območju Kamniško-Savinjskih Alp z Veliko planino smo v zadnjih letih pridobili sredstva državna, da smo lahko zagotovili trajnostno obliko prevoza, torej z novo moderno 6-sedežnico, ki omogoča prevoz potnikov, kot tudi res trajnostno obliko transporta, ki ne onesnažuje in ne obremenjuje okolja in tukaj je bil to en velik napor širšega števila ljudi, pa vendar smo dejansko to investicijo res spredali. Torej vse 3 destinacije naše občine se razvijajo in predvsem je bistvo, da se razvijajo trajnostno in da se razvijajo tako, da bomo našo naravo pustili našim zanamcem boljšo, kot smo jo dobili. V tem okviru tudi občina Kamnik skrbi za nadgradnjo infrastrukture, od cestne do komunalne, kanalizacijske in pa vodovodne. Kar nekaj projektov smo v tem obdobju od zadnjega pridobitve znaka zgradili, od modernega zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Suhadolah do nadgradnje naše čistilne naprave v Domžalah, kjer smo proces čiščenja odpadnih voda, ki se stekajo iz območja Kamnika, Komende, Domžale in te regije, nadgradili v smislu, da zdaj sušimo še blato in bo tudi to blato manj obremenjujoče za okolje in to so vse nadgradnje nekih sistemov, ki dejansko prispevajo k ohranjanju našega okolja, k ohranjanju naše narave. Zdaj, v občini Kamnik pa smo poleg teh nadgradenj dejansko veliko pozornosti v zadnjem obdobju namenili tudi trajnostnim rešitvam na območju energetskih sanacij, na področju energetskih sanacij javnih stavb, do nameščanja sončnih elektrarn na javne objekte. Poleg teh inovativnih rešitev pa gre kar nekaj naših sredstev namenjeno tudi k posodabljanju kanalizacijskih in pa komunalne infrastrukture. Omenjam lahko kanalizacijski sistem v Modniku, kjer smo za 2,5 milijona dobra rešili sistem odvajanja odpadnih voda za območje Trškega jedra Modnik in ta kanalizacija se zaključi za malo komunalno čistilno napravo Modnik, ki bo v upravljanju čistilne naprave Domžale in verjamem, da bo za vse prihodnje čase tisto območje Modnika, torej na eno stran Kozjaka, najbolj vzhodni del naše občine, naredila trajnostnejšega in pa tudi do narave zelo prijaznega in s kanalizacijskim sistemom imamo ničelno toleranco do izpustov kakršnihkoli odpadnih voda v naravi.
naravno okolje.